V imenu VSO Logatec se iskreno zahvaljujem za darovano sveto mašo dr. Jožetu Pluktu, župniku Janezu in obema bogoslavcema. Prav tako se zahvaljujem za obrano petje obrtniškemu pevskemu zboru Notranjska in mladim trobivcem pod vodstvom Roberta Albrehta. S tem sedaj zaključujemo prvi del našega srečanja in prehajam na kulturni program, ki ga bo povezovala gospa Katja Albreht. Izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, himna Republike Slovenije. Spoštovani svojci Miroslava Molka in Antona Žaklja, spoštovani monsignor Jože Plut, spoštovani župnik Janez Kompare, spoštovani župan občine Logatec Berto Menard in podžupan Klemen Trpin, poslanci državnega zbora, spoštovani Janez Janša, lepo pozdravljeni. Spoštovani obiskovalci in obiskovalke, udeleženci spominskega pohoda, dobrodošli na današnji spominski slovesnosti. V zgodovini slovenskega naroda je mnogo dogodkov, ki jih je vredno obeleževati. Mnogo je zaslužnih mož in žena, ki se jih je vredno s spoštljivostjo spominjati. Mnogo je obeležij in kulturnih spomenikov, ki jih je vredno skrbno negovati. Nič, kar je prispevalo k temu, da se je naš narod ohranil, ne sme iti v pozabo, kajti vse to je bilo podlaga temu, da so lahko pogumni, sposobni, iz povprečja štrleči akteri s podporo naroda, ki je tisočletno željo izrazilo na plebiscitu in čez pol leta to željo z aktivno udeležbo v vojaškem spopadu tudi potrdilo, izvedli najpomembnejše zgodovinsko dejanje. Ustanovitev samostojne države Republike Slovenije. Skoraj nobenega velikega dejanja pa žal ni brez žrtev. Danes se spominjamo pokojnih Miroslava Molka in Antona Žaklja, ki sta tragično preminula v osamosvojitveni vojni tu, na Cesarskem vrhu. Njihov spomin bodo počastili nastopajoči mladi logaški trobilci pod mentorstvom gospoda Roberta Albrehta, gospod Igor Pirkovič in obrtniški mešani pevski zbor Notranjska, ki nam že tradicionalno kulturno obogati naš program. Čast padlima bodo izkazali tudi praporščaki Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in Zveze vojnih veteranov Slovenije. Najprej pa prosim predsednika občinskega odbora VSO Logatec, gospoda Jožeta Leskovca, soborca Miroslava in Antona, za pozdravni nagovor. Spoštovani gospod Janez Janša, spoštovani monsignor dr. Jože Plut, spoštovani župnik Janez Kompare, poslanke in poslanci državnega zbora, svojci Miroslava in Antona, veterani vojne za Slovenijo, pevci, praporščaki, pohodniki in vsi ostali. Prav lepo pozdravljeni na letošnjem 11. pohodu v spomin na Antona Žaklja in Miroslava Molka. Na začetku bi se rad spomnil na vse umrle v vojni za Slovenijo in vseh pokojnih veteranov vojne, v tem
V tem tednu smo se poslovili od veterana in našega zvestega člana Rafaela Cepič. Posebej bi rad omenil Francija Založnik, ki je bil desna roka pri pripravi prvih pohodov in eden od pobudnikov za poslovitev obeležja tukaj. Potem Antona Lukančič, pri katerem smo pred dobrim letom na domačiji odkrili spominsko ploščo v spomin na njegov pogum pri hranjenju orožja za potrebe teritorialne obrambe v času vojne. In še Jožeta Svetina, veterana, ki je bil kot praporščak VSO-ja za Južno Primorsko in Notranjsko od vsega začetka z nami. Prosim, da se z minuto molka poklonimo njihovemu spominu. Slava jim. V ponedeljek je bila v organizaciji VSO-ja v ljubljanski stolnici maša in spominska slovesnost v spomin na 33. obletnico konca oboroženih spopadov in zmage v vojni za Slovenijo. Na omrežju X sem nad vabilo zapisal: pridite, da se skupaj zahvalimo, da je bil oborožen spopad v vojni za Slovenijo kratek in je bilo relativno število žrtev malo. Na moj zapis se je odzval Franci Kek in cinično zapisal: za kratko vojno se lahko pri maši še Kučanu zahvalijo. Nisem se spuščal v polemiko z njim, saj vem, da ne bi razumel. Vsem je znano, da se vojska, ki zmaguje, ne pogaja o svojem umiku. In 7. julija 1991 je bila tista silno opevana jugoslovanska ljudska armada na tleh pravkar nastale države Slovenije, poražena, osramočena, potisnjena v kot in nezmožna za kakršnokoli racionalno vojno delovanje na tleh naše domovine Slovenije. Nekaj tisoč pripadnikov teritorialne obrambe, miličnikov in golorokih prebivalcev Slovenije je zaslužnih, da je agresorska stran sedla za pogajalsko mizo na Brionih. Vse ostalo so plodnje vplivnih posameznikov, ki jim samostojna država nikoli ni bila intimna opcija. Ko domovina pokliče, je naslov pesmi Igorja Pirkoviča. In tistega nedeljskega jutra, ko je bilo že zavzeto skladišče orožja v Borovnici, me je Alojzij Čuk, takratni predsednik krajevne skupnosti Rovte, prebudil z njenimi besedami: Jože, domovina kliče. Ko domovina pokliče, ne išči razlage, kako ji ne moreš pomagati do zmage, nadaljuje pesnik Igor. In res je, tudi mi takrat nismo iskali izgovorov, preprosto smo šli. Spomnim se, da nismo veliko govorili in razpredali, zakaj in kako. Bili smo preprosto pripravljeni prevzeti odgovornost in izpolnjevati povelja. Ne brez strahu, z velikim strahom smo živeli tiste dni, ko smo se z nasprotno stranjo gledali preko puške. Zato je toliko večje veselje tisto jutro, ko so nam sporočili, da je konec in da se lahko vrnemo domov. Mladi, polni načrtov za prihodnost in še načrt za kratek postanek na poti proti domu ob hladnem pivu, je žal tisto popoldne preprečila tragedija. Za Miroslava in Antona se je življenjska pot končala. Usoda je tako hotela. Kdorkoli od nas bi bil lahko zapisan tam spodaj. Zato je moja moralna dolžnost in zaveza, da skupaj z vami ohranjam spomin na vse, ki so svoje življenje dali za domovino. Saj domovina ne kliče kar tako, ker drugega dela pač ne bi imela. Saj ko te domovina pokliče, ne reci, da to se tebe ne tiče, nadaljuje pesnik. Jaz pa dodajam: domovina spet kliče te tukaj in zdaj, da delaš pošteno na zemlji domači, da dal boš cesarju, kar moraš mu dati. Domovina te kliče pa tudi tedaj, ko cesarja je treba izbrati, ki s tvojim denarjem bo znal pošteno ravnati. Mnogi pred nami so hrepeneli po svoji državi
Mnogo krvi je bilo prelito že davno pred nami. Mi pa smo jo dočekali in izbojevali. Dobili smo enkratno in neponovljivo priložnost, da smo sami gospodari na svoji zemlji. Ne dovolimo, da se drugi igrajo z našo usodo. Na koncu bi se rad zahvalil gospodu Janši, ki se je prijazno odzval našemu vabilu. Hvala Jožetu Plutu za darovano mašo, hvala pevcem Notranjske, hvala praporščakom, trubilcem in hvala vsem dragih obiskovalci, ki ste danes prišli. Čisto za konec pa še iskrena hvala moji zvesti ekipi sodelavcev za vso pomoč pri organizaciji prireditve. Hvala in Bog živi našo domovino. Mesto, kjer stojimo, je že del vrhniške občine in težko bi obšli mojstra slovenske besede Ivana Cankarja. V pripovedki Kurent pravi, da je Bog ob stvarjenju sveta Slovencem namenil najlepši košček zemlje in rekel: veseli ljudje bodo živeli tod, pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Skladatelj Janez Kranjc je kasneje te besede uporabil v skladbi, ki jo bomo slišali sedaj. Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska, ko Bog je Slovenca ustvaril. Prosim. Čeprav Cankarja dojemamo kot umetnika, ki slika bolj temne strani življenja, je sam zase rekel, da je velik optimist in da se trudi in dela zato, ker upa in zaupa v prihodnost slovenskega naroda. Doživel je strahote Prve svetovne vojne, prizadelo ga je veliko število žrtev. Danes ocenjujejo, da je bilo mrtvih blizu 40.000 Slovencev. Ob tej veliki tragiki je prišel do spoznanja, da je slovenski narod zelo odporen, močan, samozavesten in tako politično zrel za lasten svoj dom. Vendar pa Slovencem takrat usoda še ni bila naklonjena. Naše veliko jutro se je zgodilo šele čez dobrih 70 let. Še smo blodili po močvirju, s potrtim srcem, s plaho dušo. Še so bile potrebne žrtve, da je končno planil silen vihar, razgnal je oblake, ugledali smo sonce in ugledali pot. Stali in obstali smo, ohranili svoj jezik, kulturo in identiteto. Tudi danes pa so med nami ljudje, ki znajo z umetniško besedo povedati vse o tistem za Slovence prelomnem času, ko smo usodo vzeli v svoje roke. Gospod Igor Pirkovič, beseda je vaša. Spoštovani svojci, padli za domovino.
ostali visoki gosti. Nihče se pri nas ne bo šel gospodarja, nihče nam govoril, kaj zdi se mu prav. Saj ni ga na svetu vesoljnem denarja, da kdo bi očeta in mater izdal. Nihče več ne bo v imenu resnice nam pameti, kakor že nekdaj solil. Nihče več ne bo pod dežnikom pravice odločal, če narod slovenski je kriv. Ker trnova pot je bila do države, zdaj trdno držimo jo v svojih rokah. Da bodo vihrale slovenske zastave, odganjale solze, ponižnost in strah. Od nekdaj spoštujemo tuje pomladi in radi imamo vsa sonca sveta. A najbolj ognjišča se človek navadi, le njega imamo, saj tu smo doma. Ob napadu JLA na komaj rojeno samostojno državo Slovenijo so se klicu domovine odzvali tisti, ki so čutili državljansko dolžnost. Večina niti ni razmišljala, da se morda ne vrnejo več domov. Mogoče so si samo preprosto rekli: Slovenec sem in branil bom svojo domovino. Leta 1866 je Jakob Gomilšak, medtem ko je obiskoval zadnji letnik študija teologije v Gradcu, napisal pesem Slovenec sem. 16 let po objavi v celovškem slovenskem glasniku jo je v glasbi vpustal Ipavec. Ljudem se je hitro priljubila in je bila ob vsaki priliki buditeljica narodne zavesti. Naj nam narodno zavest okrepi tudi danes. Slovenec sem. Dve besedi, ki sta bili sveti vsem, ki so se borili za samostojnost Slovenije. Seveda tudi glavnim akterjem osamosvojitvenega procesa, ki so nosili breme velike odgovornosti v času oboroženih spopadov. Danes je z nami obrambni minister takratne Demosove vlade. Na vseh demokratičnih volitvah je bil izvoljen v državni zbor
medtem pa še 3-krat postal obrambni minister, 3-krat predsednik vlade Republike Slovenije in v tem času je tudi 2-krat predsedoval Svetu Evropske unije in je tudi drugače dejaven v širši mednarodni politiki. Gospod Janez Janša, predsednik stranke SDS, vabljeni k besedi. Spoštovani svojci Miroslava in Antona in drugi, če ste tukaj svojci tistih, ki so se odzvali klicu domovine, pa jih danes ni več med nami, spoštovana gospoda župnika, gospod župan, veteranke in veterani, dragi rojaki. Na prvem mestu zahvala za to, da na tem mestu ohranjate spomin na tisto, kar je največ vredno. Na tisto največjo možno žrtev za domovino, za tisto, kar nam je najdražje. In se spominjate 2 svojih rojakov, ki sta na oltar slovenske domovine dala svoje mlado življenje. Vojna za Slovenijo je bila kratka, vendar je bila vojna. V tej vojni so bile tudi žrtve in te žrtve so tisto, kar ne sme nikoli utoniti v pozabo. Slovenci imamo v svoji zgodovini sjajne dogodke, kot je bilo prej rečeno, tudi v pesniškem stilu, sjajne ljudi, zaslužne za to, da danes kot narod obstajamo. Verjetno ste tudi vi, jaz sem recimo srečal na tisoče ljudi iz tujih krajev, iz tujih držav, ki so prišli v Slovenijo in med njimi ni bilo nikogar, ki ne bi bil navdušen nad lepotami naše domovine. Bil sem marsikje po svetu, tudi mnogi med vami ste bili, lahko primerjamo dejansko Cankarjev imel prav. Ni tako lepega koščka tega planeta, ker je toliko lepot združenih na tako majhnem kraju, kot je to naša domovina. In Slovencev nas je danes, če smo zelo optimistični in štejemo tudi vse rojake, ki živijo v zamejstvu in po svetu, nekaj več kot 2 milijona. Tisti, ki poznate malo bolj zgodovino, veste, da je v zadnjih stoletjih ali pa tisočletjih na tem planetu prebivalo mnogo narodov, ki so bili mnogo večji. Nekateri so celo zgradili velikanske imperije, pa jih danes praktično ni več na seznamu članic Organizacije združenih narodov. Slovenci pa smo se ohranili. Se pravi, nekaj je v nas, kar je pripomoglo k temu, da smo vztrajali skozi stoletja, velikokrat tudi zelo neprijazne zgodovine, in da smo pred 30 leti dobili tisto končno potrditev svojega obstoja, se pravi lastno državo, kjer lahko formalno sami odločamo o svoji usodi. To je bil čas, ko si je slovenski narod edinokrat v svoji zgodovini dejansko pisal sodbo sam. Ta Cankarjev stavek je bil velikokrat zlorabljen v času življenja v bivši državi, dejansko pa in se je tudi pisal na pročeljih, pa na odrih stavb, kjer so nekateri drugi skušali pisati samovoljno usodo slovenskega naroda, ampak nikoli v zgodovini ni bilo tega časa, kot je bil čas slovenske pomladi, plebiscita za samostojno Slovenijo, vojne za samostojno Slovenijo, zmage v tej vojni, mednarodnega priznanja, kot pa se je to zgodilo v tem zgoščenem času pred dobrimi 3 desetletji. Zato je to nek svet čas Slovencev. To je neko vrednotno središče našega naroda, ki je lahko navdih tem, pa tudi vsem prihodnim generacijam. Kajti ne glede na to, kako se danes kdo v Sloveniji opredeljuje politično,
Vsak, ki razmišlja pozitivno, ima do tega časa pozitiven odnos. Tudi tisti, ki jim samostojna Slovenija ni bila najbolj intimna opcija, danes hodijo na državne proslave in se ne morejo delati, da slovenske osamosvojitve ni bilo in da slovenska država ne obstaja. Lahko ukinejo muzej slovenske osamosvojitve, slovenske osamosvojitve se ukiniti ne da. Je zapisana tudi s krvjo. In predvsem je zapisana v naši identiteti. V generaciji, ki je ta čas doživela, v generacijah, ki je ta čas ustvarjala, je to zapis v DNK. Je del naše identitete, del naše duše in živi naprej. So in bodo časi, ko bo prav tako se potrebno odzivati klicu domovine, vendar pa danes ta domovina ima svojo državo, ima svoje strukture, ni več v položaju, kot je bila takrat, ko smo bili ogroženi z vseh strani, brez pomoči od zunaj, zgolj za silo oboroženi in so imeli samo znanje, voljo in pogum in s tem smo dosegli samostojno državo. Tudi z žrtvami, ki jih ne bi smelo biti, če v tistem času v takratni Evropi je bilo dovolj razuma, pa tudi poguma, da bi se ukrepalo prej, prednje je spregovorilo orožje. Žal se tukaj kaj dosti na bolje ni spremenilo v teh zadnjih 3 desetletjih. V času slovenske osamosvojitve se je oblikovalo vrednotno središče slovenskega naroda, ki je lahko navdih, ki je lahko vodilo v časih, ko je potrebno stopiti skupaj in se skupaj odločati pred pomembnimi dilemami. V teh prazničnih dneh, ki zdaj minevajo, ko je ta 33. obletnica slovenske osamosvojitve več ali manj mimo in se bolj začenjamo spominjati časov, ki so pač sledili, smo se veliko srečevali tudi z mladimi in ni res, da mladih to ne zanima. Res je, da slovenski šolski sistem slovenske osamosvojitve ne postavlja v ospredje, kar je zločin nad mlado generacijo in prihodnost je, vendar se tega kljub temu ne da zamolčati. Mlade to zanima, so pripravljeni poslušati o stvareh, ki so se takrat dogajale in predvsem, kar je najpomembnejše, znajo te dogodke vrednotiti. Kljub temu, da je v slovenskem javnem prostoru in žal tudi v slovenskem šolskem prostoru polno motenj in tudi smeti, ki skušajo to na nek način, če že ne preprečiti, pa vsaj relativizirati. Za slovensko osamosvojitev je značilno še nekaj. Tisti, ki smo dovolj stari in smo kasneje v letih, ki so sledila naši osamosvojitvi, spremljali tudi to, kar se je dogajalo po Balkanu oziroma po ostalih delih naše bivše države. Smo bili šokirani nad nasiljem, nad zločini, nad 10.000 mrtvimi, nad slikami iz koncentracijskih taborišč tam po Bosni, nad begunci, ki so takrat prihajali v Sloveniji, smo takrat pomagali več kot 70.000 ženskam in otrokom iz Bosne, ne glede na narodnost, ki so pač bežali pred vojno. In smo se spraševali, kako je to mogoče, kako lahko neki državi, ki je imela napisano na vseh parolah bratstvo in enotnost, ne pride do takšnega medsebojnega pobijanja in do takšnih zločinov. Nekaj dni nazaj se je praktično cela Evropa spominjala genocida v Srebrenici. In zdaj, ko beremo te zapise in analize, kako je to bilo sploh mogoče, moram reči, da smo velikokrat izjemno razočarani, ker se ne zajame bistva. Zakaj se je genocid v Srebrenici zgodil? Zakaj so nekaj podobnega poskušali tudi z nami, pa in seveda to nismo pustili?
Jaz mislim, da je odgovor na to vprašanje izraženo v stavku, ki ga je spregovoril bosanski rudar, ki je pomagal pri izkopu žrtev v Hudi jami, žrtev komunističnega nasilja v Hudi jami. Rekel je, v Srebrenici so mojega brata ubili politični nasledniki tistih, ki so prej pobijali v Hudi jami. In to je res. Tisti, ki smo služili vojaški rok v jugoslovanski armadi, vemo, da je v doktrini te jugokomunistične armade pisalo, da je temeljni smoter oboroženega boja fizično uničenje nasprotnika. To je bil prvi stavek vojaške doktrine oziroma doktrine oboroženega boja jugoslovanske, tako imenovane ljudske armade. Mimogrede, ta stavek je še vedno zapisan v doktrini ruske armade, ki zdaj pobija po Ukrajini. Recimo v doktrini Zveze NATO, kjer smo tudi mi člani, pa v doktrini obrambe v Sloveniji, piše, da je temeljni smoter pač to, da imamo tudi slovensko vojsko, ki je sposobna seveda voditi tudi oboroženi boj, obramba domovine, ne fizično uničenje nasprotnika. No in Srebrenica se je zgodila zaradi tega, ker so tisti, ki so ta zločin naredili, verjeli, da delali po učbenikih jugoslovanske, ne ljudske, ampak komunistične armade, in so verjeli, da pač fizična likvidacija reši njihov problem in pomaga, da se doseže cilje. In zakaj so to verjeli? Zaradi tega, ker so na ta način v bivši državi vladali desetletja, na grobovih 100 000 pobitih, pregnanih, preganjanih, pobitih, tako ali drugače fizično odstranjenih iz odločanja, in zato ni bil nihče kaznovan. Zdaj staro pravilo, ki se je izoblikovalo skozi tisočletja, pa pravi, nekaznovano zlo se vedno vrne. In ker zlo, ki je morilo v Hudi jami po Kočevskem rogu, pa na drugih več kot 700 moriščih po Sloveniji in tudi drugod po bivši državi, nikoli ni bilo kaznovano, niti javno obsojeno, pred leti ni bilo niti Evropskega dneva spomina, zdaj je v Sloveniji žal še premalo priznan in strani države tako ali drugače obeleževan, se je to zelo lahko ponovilo. In ker ni bilo dekomunizacije bivše Sovjetske zveze, tako kot je bila denacifikacija bivše nacistične Nemčije po drugi svetovni vojni, tam ni nastala neka demokratična cvetoča država, ki je bila lahko dejansko cvetoča zaradi vseh naravnih bogastev, ampak se je rodil nek hibrid, ki danes pobija z enako doktrino, kot je imela Rdeča armada ali pa Jugoslovanska ljudska armada po Ukrajini in ogroža varnost v Evropi. Nekaznovano zlo se je vrnilo in danes zahodni svet to kruto dejstvo ali pa ta kruti navek zgodovine ponovno spoznava, neposredne posledice čutimo in jih bomo čutili v prihodnjih letih, če ne drugače, pa v tem, da bo potrebno za obrambo in za varnost dajati bistveno več, kot pa smo verjeli po osamosvojitvi, da bo kadarkoli to potrebno. Zdaj, slovenska osamosvojitev je bila drugačna in vojna za Slovenijo pred 33 leti je bila drugačna, kot pa so bili spopadi in vojne na ostalih delih bivše jugoslovanske države. V Sloveniji nihče ni bil obravnavan za nobeno vojno hudodelstvo, za nobeno kršitev na naši strani, za nobeno kršitev ženevskih konvencij. Slovenske obrambne sile so v 10 dneh spopadov zajele več kot 5000 ujetnikov,
se pravi vojakov jugoslovanske armade, nikomor se ni nič zgodilo, nobenih grobišč ni ostalo za njimi, vsi so prišli domov, dobili so civilne obleke, karte za vlak in so šli lahko domov. Celo tiste, ki so dokazano rušili po Sloveniji, ki so rušili po Gornji Radgoni, raketirali kolone civilnih vozil na Medvedjeku in povzročili milijardno škodo v tej državi in so bila znana imena, so kasneje slovenska sodišča pač oprostila, kar je po moje napaka, ampak dejstvo je, da na slovenski osamosvojitvi ni nobenega madeža, noben poveljnik slovenske teritorialne obrambe se ni znašel v Hagu na mednarodnem sodišču, ki je obravnavalo vojne zločine na ozemlju bivše Jugoslavije in tukaj ni nikakršnega očitka. Torej, Slovenci smo se v glavnem iz krute zgodovine prejšnjega stoletja nekaj naučili in teh napak nismo ponavljali. To je slovenska osamosvojitev nekaj, kar je čisto, nekaj, kar je sveto in česar se je vredno spominjati in ohranjati za prihodne generacije. Torej, hvala vsem, ki tukaj v okviru Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, pa tudi drugih veteranskih organizacij, občin in vsem ostalim krajanom Rovt, drugih krajevnih skupnosti občine Rogatec, ohranjate ta spomin in verjemite mi, da se to splača. Da je ohranjanje spomina pred pozabo na stvari, ki predstavljajo vrednotno središče slovenskega naroda, neka najbolj vredna dediščina, ki jo lahko zapustimo prihodnim generacijam. Tisti, ki še mogoče razmišljate, ali bi se vključili v te veteranske organizacije, pa ste mlajši, vključite se. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve je združenje, ki neguje te vrednote. To ne pomeni, da je lahko član samo tisti, ki bo takrat neposredno zraven, če si se rodil kasneje, nisi mogel biti zraven. Neposredno, ampak spomin in ta vrednotni okvir, to vrednotno jedro je tako veliko, da je tukaj dovolj prostora za vse. Slovenska osamosvojitev je nekaj, kar ima neizbrisno ime, kot je prej dejal gospod Plut, tudi veteran vojne za Slovenijo. Lahko s propagando, pa z nekimi medijskimi monopoli ti na vse, kar je sveto, lepiš etikete, ga skušaš prikazati drugačno in tako naprej. Ampak s časoma veter vedno nese pleve, zrna obstajajo in tisto, kar si je pridobilo ime v stvarnem svetu, bo ostalo. Ni več resnic, kot pravijo nekateri. Tudi Berlinski zid se ni podaril na obe strani, kot pravijo ti isti. Ne obstaja ena sama resnica, imamo lahko različna mnenja. V demokraciji je to nekaj samo po sebi umevnega, ampak neka stvar se je zgodila, ali pa se ni zgodila. In v svetu žal obstaja dobro in zlo. In zelo pomembno je, da znamo med temi stvarmi ločiti, da se zla izogibamo, da ga znamo prepoznati, da se zavedamo tega, da tudi če se eno zlo spopade z drugim, če ne postane dobro, ampak se to dogaja zaradi različnih drugih interesov in tako naprej. Skratka, zelo pomembno je, da negujemo ta spomin, ker s tem spominom negujemo tudi čut na to, da znamo ločiti med tem, kar je prav in kar ni prav. In slovenska osamosvojitev 100% spada na stran tega, kar je prav, kar je Slovencem zagotovilo formalni okvir in formalno garancijo samostojne Slovenije, ki je povezana v Evropsko unijo, ima pa vse še vedno atribute lastne suverenosti in na Evropsko unijo smo prenesli toliko pristojnosti, kolikor smo se za to sami odločili, ker verjamemo, da je nekatere stvari lažje urejati v širši skupnosti, predvsem pa
smo se iz zgodovine naučili, da, in to pravi tudi naša himna, ne, da je dobro, da je sosed ni vrak, ampak je mejak, z njim treba biti v dobrih odnosih, da se je za to treba boriti in da tam, kjer gre za neke skupne stvari in interese in tukaj na prvem mestu mir, a ne, je potrebno in pametno tudi združevati moči. Zdaj, Slovenci smo znali stopiti skupaj pred 33 leti in hvala vsem, ki ohranjate spomin na to enotnost, pa tudi na ta pogum, ne, ki sta ga zmogla tako Miroslav kot tudi Anton, ko so se odzvala klicu domovine, pa tudi vsi ostali, ki ste bili takrat v poklicanih. Takrat so slovenske obrambne sile v 10 dneh narasle iz 15.000 na 35.000, jugoslovanska armada pa se je tukaj skrčila za 10.000, ob tem, da je bilo na obeh straneh, hvala Bogu, malo žrtev. In podobnega primera v sodobnih vojnah teoretiki, ki se s tem ukvarjajo, na nek način ne najdejo. Torej, vsi, ki nosite veteransko uniformo, bodite ponosni tudi na to. Ta ponos prenašajte na prihodne generacije, tako da bomo Slovenci vedno pripravljeni, če bo treba, slediti temu pogumu in se odzvati klicu domovine. Hvala lepa in Bog živi Slovenijo. Spodbuden govor in hvala za vse, kar ste storili za Slovenijo, saj tega ni bilo malo. Našim prednikom pa gre zahvala za to, da se je ohranjal in razvijal slovenski jezik, slovenska kultura in da smo kot narod ohranili svojo identiteto. Veliko so prispevali k temu pisatelji, pesniki, skladatelji in tudi likovni umetniki. Opisovali so lepote naše dežele, podžigali ljubezen do domovine, jezika. Opisovali so šege in navade, vsakdanjo borbo za preživetje, z vsem slovenskim narodom so upali in hrepeneli po vsem lepem, kar bogati človeka. Tudi danes nam ne manjka narodno zavednih umetnikov. Gospod Pirkovič, preberite nam prosim še eno pesem iz vaše bogate zakladnice. Hvala lepa. Omenili ste zaslužne za to, kar imamo. Najbolj zaslužni so bili borci za samostojno Slovenijo. Vsi tisti, ki so bili zraven, ki so imeli tudi pogum. Edina stvar, ki me žalosti, je pa to, kako se to ohranja. Komu je to prepuščeno danes? To mislim na šolski sistem. O osamosvojitveni vojni je v učbenikih za 9. razred namenjeno manj kot oktroirane ustavi. Tam so 3 slike nadškofa Šuštarja s Peterletom, množično demonstracijo v podporo četverici in Milan Kučan. 10-dnevna kratka vojna, hvala Bogu, končala se z Brionskim sporazumom, piše tam. Malo da ne, da je to hvalospev Rajnki Jugoslaviji. Učbenik je napisal, isti človek, ki je napisal biografijo Milanu Kučanu. Ampak, ko ste rekli, iz moje bogate zakladnice, eno sem res dodal danes. Miroslavu Molku in Antonu Žaklju v spomin. Tu na cesarskem sta vrhu končala svojo prekratko zemeljsko pot. Hvala Anton in Miroslav, hvala, naj vaju varuje večno Gospod. Komaj vzcvetela sta za domovino, dala mladost sta in sanje za njo, dala življenje sta svoje edino, svojci pogrešajo vaju zelo, vendar v teho ponosih preveva na njuna sinova, na častna moža. V mislih so z vama in ni bilo dneva,
da ne bi spomin brisal solze srca. In ko nam bo sončica stekla po licu, v vajen spomin naj obrišejo dlan, ker domovine sta odzvala se klicu. In nista umrla za mano. Tisoči mladih življenja željnih in življenja vrednih bitij padajo pred našimi očmi v prezgodnji grob. S silnim korakom hodi smrt po okrvavljeni zemlji in kosi in žanje brez misli in usmiljenja. Tako opisuje Cankar krutost Prve svetovne vojne. Čez dobrih 20 let je bilo še huje. 100 000 žrtev Druge svetovne vojne in revolucije oziroma državljanske vojne. Ko je Cankar razmišljal o usodi slovenskega naroda, je zapisal, da ni nobena solza potočena za ston in nobena kaplja krvi ni prelita za ston. Vse tam zgoraj upošteva in le preko gore smrti in trpljenja drži cesta v življenje. Enkrat pa mora biti dovolj. In leta 1991 je bilo dovolj, da je z neba Bog pogledal na ubogi trpeči narod in nam dal možnost, da si zgradimo svetlejši, lepši dom in ga uredimo po svoji iz trpljenja vzkipeli volji. Tudi dovolj modro vodenje osamosvojitvene vojne je prispevalo k temu, da je na slovenski strani umrlo le 12 oseb. Seveda pa je vsaka žrtev preveč in toliko bolj tragična. Lahko pa smo ponosni na to, kot je že bilo rečeno, da nihče braniteljem samostojne Slovenije ne more očitati izživljanja nad sovražnimi vojaki ali celo genocida, saj je bilo tudi na strani JLA malo žrtev. Nekaj zgodb in pesmi slavi to uspešno in pogumno obdobje naše zgodovine. Nekdo je ob osamosvojitvi Slovenije prosil Slavka Avsenika, naj napiše novo himno. Pomislil je, viharnik je najbolj trpežen in trden les, kar ga je. In še kako trdna in trpežna je tudi Slovenija, ki je med osamosvojitvijo prebrodila številne težave. Pesem, katere besedilo je prispeval Ivan Sivec, ni postala naša himna, nam je pa lepo pri srcu, kadarkoli jo slišimo. Ko viharnik Vrgorja, naša je slovenska pesem, veje širi do neba, korenine do srca. Noben viharja ne podre, nobena strela ne požge. V pesmi naša je mladost, v njej je naš ponos. Kot viharnik Vrgorja se bojuje naša pesem, ko vihar nad njo divja, vsakdo jo še raje ima. Ker je slovenskih korenin, jo veter nosi prek planin. Ostala naša bo vse dni, ker raste iz srca.
Tako, dragi obiskovalci, na vrsti je še zadnje dejanje današnje slovesnosti. Gospod Janez Janša bo k spominskemu obeležju položil cvetje v čast in zahvalo Miroslavu in Antonu, ki sta domovini dala tisto, kar človek lahko največ da, svoje življenje. Prosim, da se delegacija, praporščaki veteranskih društev in svojci umrlih pripravijo, da se v sprevodu odpravijo do spominskega znamenja. Polaganje vencev bo skladbo Domovini Benjamina Ipavca pospremil gospod Robert Albrecht. Ostale obiskovalce pa prosim, da na svojih mestih počakate na vrnitev delegacije. Thank you.